Danes v novicah med drugim praznik krajevne skupnosti Drska, 33. Župančičeva Frulica, kolesarska dirka v osrčju Podgorja. Lep pozdrav! Današnje novice začenjamo v krajevni skupnosti Drska, ki je najštevilčnejša krajevna skupnost v novomeški občini. O prazniku so se spomnili na številne pomembne naložbe. Nova brv v Irči vasi je le eden od projektov, ki so zaznamovali leto. Dokončana je bila prenova ulice Slavka Gruma, ki je postala nekako center naše krajevne skupnosti. In zatem tudi Topliška cesta, v Srebrničah je prenovljena cesta, pridobili smo novo kolesarsko pot. Želijo si ureditev pločnika v Srebrničah, to pa je le del želja, ki jih želijo uresničiti na cestnem področju. Zdaj, krajevno skupnost Drska želimo povezati z olimpijskim centrom v Češči vasi. S tem namenom je bila tudi postavljena ta brv, kjer bo pretok peš prebivalcev in kolesarjev, ki se bodo lahko dodatno rekreirali v olimpijskem centru, se pravi v kolesarskih prvinah, plavanju in pa teku. Praznik krajevne skupnosti Drska je poseben dan iz več razlogov. Da se krajani srečamo, da pogledamo, kaj smo v preteklem letu naredili, kaj si želimo za bodoče, pa tudi, da prepoznamo med seboj tiste, ki nekaj več dajejo v ta prostor. Projekt Povodni mož na Krki pa je dobil svoje nadaljevanje in sicer nove skulpture v kraljestvu povodnega moža. Ta projekt pa dopolnjuje 21 individualnih kamnitih skulptur društva Skulpte, ki ponazarjajo motiviko živali, vode, pravzaprav spremljevalcev povodnega moža na Krki. Prejemniki nagrad krajevne skupnosti Drska za leto 2023 so Sonja Hajnšek, Leopold Fink ter zakonca Jožica in Rudolf Škof. 11. junija, na dan, ko je svet zapustil velik belokranjski pisec Oton Župančič, vsako leto v Črnomlju pripravijo zaključek literarnega natečaja Župančičeva Frulica. Na njem so znova zablesteli mladi pesniki, deklamatorji in pripovedovalci. Dogodek Poklon pesniku je letos že 33. pripravil Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Letošnji odziv je bil zelo dober. 81 različnih šol slovenskih je sodelovalo, se pravi mladi iz teh 81 šol, konkretno številke je pa 256 pripovedovalcev in deklamatorjev in pa 108 mladih slovenskih pesnikov. Tričlanski strokovni komisiji sta izbrali 5 najboljših v 4 kategorijah. Deklamatorje in pripovedovalce so ocenjevali igralka Mojca Funkel, novinar in TV voditelj Žiga Bonča ter pevka in režiserka Nana Milčinski. Najboljše pesmi pa so izbrali profesorica poezije Darja Pavlič, literarni kritik in prevajalec Igor Divjak in pesnica ter prevajalka Veronika Dintinjana. Iskali smo pa nek poseben izraz, se pravi neko posebno stališče, ki ga ima mladi pripovedovalec, ampak da hkrati pa da so poudarki jasni in logični in da je tudi ritem pripovedi tak, da pač zgodbica lepo pride ven. Nekaj pač pristnega, nek ta občutek za delo z besedami. Skratka, moram reči, da tudi letos smo bili pri večini stvari zelo veseli, zelo navdušeni. Mislim, da je potencijala ogromno. Kar so mladi dokazali na dogodku. Kako pa so ga in svoj uspeh doživeli najboljši, med njimi je bila tudi Metličanka Ajda Zgaga Misja. Pomeni mi en velik ponos in dosežek v mojem življenju. Pa tudi, če ne bi zmagala, bi bila zelo ponosna nase. Saj
sem človek odra in to me veseli. Zelo veliko mi pomeni. Ful rada se ukvarjam z pripovedovanjem, s pripovedovano besedo. Sem že tudi se učila in dobiti eno tako potrditev je res nekaj lepega. Pa tudi žirija je opasna in me je bilo ful strah, tako da mi veliko pomeni. Ja, zmaga mi pomeni zelo dosti. Zdaj je že drugo leto zapored. Tako da ja, ful rada pridem v Črnomelj na Župančičevo frulico. Res je tako posebno tekmovanje, s tako posebno atmosfero. Pa vedno je v bistvu fajn slišati, da nekdo prepozna nekaj pač v tvojem pisanju ali pa se zna s tabo poistovetiti. Danes smo res vsi zmagovalci, kar je že večina povedala in v bistvu, da pa zmagaš, je pa res neka potrditev drugih, da res si neki več in vsi danes, vseh 10 pesnikov, pa še deklamatorji, pripovedovalcev, pač smo neki koščki, ki se mi zdi, da pač imamo res neko prihodnost s poezijo in s pripovedovanjem. Prav vsi pa so navdušili pesnika, pisatelja in še kaj, Vinka Möderndorferja. Mislim, da je to pomembna prireditev, no? Pomembna prireditev besede, literature, mladih glasov, bodočih igralcev. Sem prepričan, da bojo nekateri bodoči igralci, ki smo jih danes slišali kot recitatorji in sigurno tudi bodoči pesniki. Nad njimi pa sta se čudila tudi mojstra besed Oton Župančič in Ivan Cankar. Nadaljujemo pa s peto besedo. Vilma Bukovec-Kambič, primadona opernih odrov, se je leta 1920 rodila v Trebnjem. Da bi spomnila na njen pomen in zapuščino, je občina Trebnje s partnerji organizirala prvi Vilmin večer. Izbrane arije, ki jih je v preteklosti pela operna diva, sta med občinstvo ponesli sopranistki, ki izhajata iz Trebnjega, in tenorist ob klavirski spremljavi Tadeja Horvata in učiteljev glasbene šole Trebnje. Vilma Bukovec mene zelo inspirira, ker je že v tistem času pela tako velike vloge, glavne sopranske diva vloge, in to ni imela kariere le v Sloveniji v tistem času. Ona je potovala že po celem svetu in je res velika inspiracija zame. Pri gospe Vilmi mi je zelo všeč, da je vedno poudarjala, da je iz Trebnjega. Tudi sama, vedno kamorkoli grem, rada povem, da sem Trebanka. To ponosna Trebanka. Vilma je bila pogumna in kljub njenim velikim uspehom je bila preprosta. In to izredno cenim in mi je všeč pri njej. Zelo me je pritegnil njen glas, tako izpovedno, prepričljiva, igralsko dovršeno. Je lahko lepo zgled, no, vsem nam mladim opernim pevcem. Pobudnica glasbeno-gledališkega dogodka je bila Marija Prosenik, ki je pri snovanju povezala različne deležnike. Življenjska zgodba Vilme nas je navdihnila za edinstven nakit s klekljano čipko, s katerim smo prepredle kulturo in dediščino. Ob tem smo se povezali s središčema klekljanja v Idriji in v Žireh, najbolj pa smo posebej pravzaprav ponosne na vezi z Združenjem Fusiljamo v Italiji. Tako je Vilmin večer postal mednaroden. Vilmin večer je pravzaprav opomnik Trebancem in širšemu svetu pravzaprav, kaj je bila Vilma Bukovec-Kambič, kaj je njena zapuščina, kaj imamo, pa ne vidimo. In v tem oziru želimo v Društvu Praetorium Natovicorum tudi v prihodnje ozaveščati o Vilmi Bukovec-Kambič, o naši operni divi in pripravljati Vilmine večere odslej tradicionalno vsako leto. Za občino to pomeni ta dogodek nekaj, da si upamo iti širše. Dejansko je to vrsten dogodek, prvi, in verjamemo, da bomo to še ponovili, kajti je pomembno tudi za našo ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanje enega spomina na tako slovito osebo, ki je bila rojena v Trebnjem in je hkrati tudi častna občanka. Vilmin večer je sicer del aktivnosti v sklopu projekta Stik, ki ga vodi občina Trebnje, sofinancira pa Evropska unija. Zaključek novic bo športno obarvan. Eden izmed večjih dogodkov v Gambarju je zagotovo tradicionalna kolesarska dirka za pokal Sandija Papeža. V osrčju Podgorja so pedala tudi letos vrteli mladi kolesarji iz vse Slovenije, pa tudi tujine.
Na dirki v organizaciji kolesarskega društva Papež Gabarje Podgorje so sodelovali kolesarji iz 17 društev. Mislimo, da moramo dati priliko tudi mlajšim tekmovalcem, dečkom in vsem tem, ki imajo radi kolesarstvo in pa tudi sama vas Gabarje živi za to. Zelo vesel sem, da imamo zelo veliko tekmovalcev na štartu. Danes je skoraj 180 tekmovalcev tukaj prišlo v Gabarje tekmovati na zelo zahtevni progi. Mladi tekmovalci so se namreč podali po razgibanem podgorskem terenu. Krog je dolg 4,9 km. Današnja dirka je kar zahtevna, je par nevarnih ovinkov. Za organizacijo je dobro poskrbljeno. In ja, se bomo pravili čim bolj potruditi, za dirko smo se pripravljali. Udeležujem se dirke prvič, mislim, da je zelo zahtevna, še kar je bil dež. Trenirali smo vsak teden, ker smo se kar potrudili. Hočemo dobiti dobre rezultate. Kot vsi tekmovalci, tudi tisti iz tujine. Došli smo ovdje na pokal Sandija Papeža kao gosti na njegov poziv. Oduševljeni smo tim pozivom i smeštajem, ambijentom, gostoprimstvom i na kraju i sadnom smo oduševljeni jer je baš teška i zahtjevna. Organizatorji si sicer želijo, da dirka za pokal Sandija Papeža postane tradicionalna. Sedaj pa bomo poprijeli za loparje. Članska ekipa športnega društva SU iz Novega mesta je v velikem finalu državnega prvenstva v namiznem tenisu na 3. odločilni tekmi izgubila proti ekipi iz Maribora s 4-2 v igrah, kar pomeni, da naslov državnih prvankov za to sezono roma v štajersko prestolnico. Pred 3. tekmo sta vsaka od ekip zabeležili po eno zmago. Na odločilni tekmi so Mariborčani kar 3 igre dobili v zadnjem 5. nizu. Ekipi sta zelo izenačeni. Dobro smo otvorili sam meč, torej povedli smo za 2-1. Potem so še dvojice šle v naš prid, torej dobro izhodišče za tisti zadnji krog, za odločilni krog. Potem pa glava odloča, nijanse odločajo, koncentracija odloča. Tekma je bila res kvalitetna. Vsi smo odigrali na visokem nivoju. Danes so vse te tesne tekme 3-2 šle v njihovo korist, tako da nič, gosti so zasluženo zmagali, čestitke Mariborčanom, čestitke Gregorju Komcu, res je danes odigral perfektno tekmo. Ni se šlo, mogli bi zmagati v Mariboru. Mariborčani so svoj zadnji naslov državnega prvaka osvojili leta 2020, Novomeščani pa svojega prvega lani. Uroš Slatinšek je spet prejel priznanje za najboljšega igralca lige, letos posamično ni izgubil niti enega dvoboja. Sej je to, danes, torek sem si močno poškodoval nogo, nisem mogel stati 2 dni. Mogoče lih tisto pri dvojicah nisem bil ta prav. V glavi je vse, a bi proti Komcu predal, težka noga, on je bil v super formi, ali bom raztrgal mišico ali ne, na koncu mi je uspelo, super. A to žal tokrat ni bilo dovolj, tako da je bilo v Taboru domačih veliko razočaranje. Kljub vsemu je bila sezona za njih zelo uspešna, saj so dosegli odlične rezultate tudi v mlajših kategorijah, predvsem med dekleti. V športu so, tako kot v življenju, vzponi in padci. Nad prvimi se navdušujmo, iz drugih pa učimo. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!